Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Veliki, majhni, rjavi, črni, beli, malce nagajivi, a vsekakor dobrosrčni do Lune in nazaj. Seveda, to so psi. Prepričana sem, da ste v njih slišali že ogromno, v današnji oddaji pa bomo o kosmatincih na 4 tačkah izvedeli še nekoliko več. V studiu že lepo pozdravljam našega današnjega gosta, gospoda Ivana Polesnika in njegovega psička Baka. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Pravijo, da je pes človekov najboljši prijatelj, s čimer bi se, vključno z mano, strinjal marsikdo. Kakšna žival pa pes sploh je? Ja, žival je res, moram da prvo povedati, da pač ima glavo, ušesa pa 4 noge in rep. To je sigurno, ne da je res. Je pa to zelo dober prijatelj človeški, če je pravilno vzgojen, če je usmerjen v pravo smer, da je primeren za sprehode, da pelje lastnika na sprehod, čeprav, ko gledamo, ko jih vozijo psi na sprehod na zategenih vrvicih, to glih ni lepo, ne? Bi mogli ljudje peljati psa na sprehod, pa bi pes mogel lepo ob človeku iti. No, v človeški družbi pes živi že tisočletja. Ja. In hkrati velja za prvo udomačeno žival. Kdaj in predvsem zakaj pa smo udomačili pse? Psi so pač družni prijatelji za ljudi, za vodnike, za vse, za domače. Po drugi strani so jih vzgojili zaradi tega, da so bili čuvaji, da so jih tudi ščitili. Seveda prvi psi niso, prvi psi, ko so jih vzgojili, so bili zelo blizu volka. Zdaj pa v novejših časih so pa to različne pasme, ko različno izgledajo, ampak začetek se je pa začel pri volku. In vzgojili smo jih samo zaradi tega, da nam delajo družbo, da nas v bistvu čuvajo, kar sicer ni prav, ne. Mi bi mogli usmerjati vse v to smer, da niso glih naši čuvaji, ker to mišljenje, da je pes čuva mene, ni glih posrečena zadeva. No, na sprehodu po parku lahko srečamo različne kosmatince. Ja. Razlikujejo se po različnih pasmah, drži? Drži in tudi po velikosti, teži. Vsem se razlikuje. Imate od kilskega do 80-kilskega psa. Po barvi imate od snežno-belih do črnih. Vse različne barve, trobarvne, enobarvne kombinacije imate različne. No, zagotovo smo že vsi kdaj slišali za labradorca, pa nemškega ovčarja, vendar pa niso vsi psi pasemski oziroma čistokrvni, imam prav? Ja, kaj si, tukaj ljudje različno jemljajo. Čisto pasemski psi z rodovnikom je pravi naziv. To so psi, ko imajo znane svoje prednike, zdaj v novejših časih so tudi, morajo biti pregledani, morajo dati DNK, da se lahko ugotovi potomstvo. Vse to je za rodovniške čisto pasemske pse. Mešanci, vse ostalo, kar nima rodovnika, predniki niso znani, so mešančki in tako jih tudi obravnavamo na izpitih pa to. Tisto pa je, mi jaz včasih se pošalim, rečem sprehod po vrtu. Vsaj ga malo. No, različne pasme se seveda razlikujejo po izgledu, pa se morda razlikujejo tudi po vedenju. So morda kakšne pasme nekoliko bolj živahne, morda bolj zaščitniške ali morda bolj umirjene? Ne, to jaz bi rekel, samo hitrost je tukaj bistvena. Drugače je pa vse to, kar ste zdaj povedali, je lahko res, lahko pa ni, ne. Stvar je vse od vzgoje, od vodnika samega, koliko se usmerja, s kakimi stvarmi se ukvarja s psim, koliko ga usmerja tega psa. In takrat je to. Pes je lahko tale, ko ga gledate, je živi divjak. Ampak, ko je treba delati, je popolnoma miren in ve, kaj mora delati. Tako da to ni glih pogoj. Jaz sicer za sebe, za svojo dušo iščem hitre pse. Jaz nimam rad psa, ko bi ga mogel prositi, da bo nekaj naredil. Čeprav, da bi ga mogel prositi, bi bil sam kriv. Ne, ni pes kriv nikoli.
Pa so morda kakšni psi bolj učljivi kot drugi? Ne, s tem se sploh ne strinjam. Jaz pravim, vsak pes je učljiv toliko, kot se z njim ukvarjajo ljudje. Ni. Pravzaprav, boš bi bilo, če bi rekel, da butastih psov ni, ne. Da vse drugo je lahko bolj butasto kot psi, ne. No, še vprašanje malce za šalo kot za res. So psi in mačke res smrtni sovražniki? Ne, tudi to ni res. Psi, gledajte, ta pes, jaz živim na kmetiji, jaz živim med dvema kmetijama, okrog nas je med brati, vsaka kmetija jih ima sigurno po 10 ali pa več mačk. In tiste mačke jaz sicer imam zagrejeno parcelo, ampak grejo čez plot, ne, čez lesen plot in hodijo tja do psov. Naši psi zalajajo sicer v mačko, ampak ne gonijo. Naši psi ne smejo goniti živali drugih, tudi ne srne, tudi ne divjačino, ničesar. To so namenski psi, ko imajo svojo funkcijo in oni tudi, če bi za mačko še jaz nisem videl, da bi kjer pes moj letel. Pa tudi, če bi imel, pa prej že nazaj govorim, ko sem še jaz tudi imel kako muco pri hiši, ne. Pa smo imeli iste take pse, pa moram reči, da teh problemov jaz nisem nikoli imel. Vse da pa odvaditi, če hočete. No, prav pa je, da poveva tudi nekaj o telesnih značilnosti psov. Pa najbolje, da začneva kar pri čutilih. Kako dobro psi vonjajo? To vprašanje se sploh da izmeriti. Vonjajo, jaz bom tako rekel, na različne stvari različno vonjamo. Če psa usmerimo v to, da pes sledi, ne, mu damo neko točko, pa bo za tisto poškodbo vzel in jo lahko par kilometrov vleče. Se pravi, vas nikoli ne bo videl, vi stopite enim kolom, pa greste, pa zmečete neke stvari po kleh, ta bo pri vsaki tej stvari, ko ste vi dvoj spustili, ko vas nikoli videl, vlegel. Zelo zanimivo. Ja. Pa morda služi vonjanje tudi kot nekakšno sporazumevanje med drugimi psi? Tudi to je. Rečemo, vsi psi vedo, da ko se dva psa srečata, ne rabita, da se vonjata na blisna. Čeprav to so določene stvari, rečemo, v zadnjem delu se pohajo, od spredi se pohajo, ampak to je tisto bolj točno spoznavanje. Drugič pa pes, ko vidi tam enega drugega psa 50 metrov stran, ponavadi že vse ve o njemu. Ne rabi priditi, da se bo ta glih vonjala, ker takrat pride ponavadi do kakih čudnih stvari, ampak nikoli zaradi psov, to pride zaradi vodnikov. No, vemo, da sta vuh in okus povezana, pa to pomeni, da psi tudi dobro okušajo, če dobro vonjajo? Pes je mrhovinar. To tudi ljudje ne razumejo. Pes bo pojedel glih tisto, kar si mi ne želimo, ponavadi. Ampak tisto tudi rečemo, gled, če bi dobro pozvali tele pse, najde neko mrhovino se bo vrgel v njo, pa se bo povalil po njej, pa gre naprej, pa ne bo nič jedel. Ampak takrat, ko se je povalil, se je označil in on bo jutri spet vedel, da je to tam, pa da ima neki vonj specifičen, ko njega zanima. Ne zaradi tega, da bi glih vse pojedel. No, kadar pa psi nekaj napeto opazujejo, velikokrat dvignejo tudi svoja ušesa. Kako dobro pa psi slišijo? Ušesa ne dvignejo zaradi sluha. Če tega pogleda ima ušesa nazaj. Če bi jaz zdaj neko drugo stvar naredil, bo dvignil. Ampak to je zaradi pozornosti. Rečemo, on hoče biti, če me vidite, on me stalno gleda. Če se jaz zdaj vstanem, se bo on usedel, mu ušesa naklihal, ker takrat je pripravljen delati. To ni isto pozornost. Ja, veliko govorijo ljudje o pozornosti. Ni. Jaz se s to definicijo ne glih strinjam. Pozornost dobimo mi, če vzamemo fojter, pa mu damo, vidiš? Pes bo dvignil ušesa takoj, ko se nekaj ne dol.
In takrat pes to odreagira takoj, ne. Tudi če bo zdaj gledal obrambo ali pa karkoli, bo on cel v efektu, ne. In takrat tudi mora biti vodljiv, ne. Tako da tisto okolo šes je tak, ne. Tudi rep gore, bolj se vidi na repu, ko bi rekel, ko na ušesih. Rep, če je rep gor, je pes odprt, če z repom maha, je maha zaradi tega, ko je vesel, ko mu to odgovarja. Če pes kroži z repom, pomeni, da je pač fejst letel. In zakaj ima pes rep? Zato, da z njim pilotirajo, da lažje naredi manjši krog. Če ste gledali včasih Dobermane, ko so bili kupirane ušesa, kupirane repe, ne? To so pesi, ko so delali 3-krat večji krog, ko je ta z isto brzino, ne? Zato to zdaj ne stijo več kopirati, psi se ne sme več ušesi rezati, se ne sme repov rezati, kar je prav, ne. To še sam lovski psi določeni imajo, to je dovoljeno, drugače je v osnovi prepovedano. No, in če se vrnemo malce k ušesom, pa psi dobro slišijo? Slišijo. Saj sem prej povedal, da 800 metrov davč lahko zažvižgate na rahelj, pa mora čuti. Sluh ima izredno dober. No, in če pomislimo, da so psi nekakšni potomci volkov, to pomeni, da so tudi spretni pri lovu? Če bi bili v to smer vzgojeni. Naši psi ne smejo biti v to smer vzgojeni, ker so to domači psi, ne, in oni niso navajeni loviti, naj ne bi bili navajeni loviti in tudi ne znajo preživeti v naravi brez hrane. Redki pes, ko bi to preživel, ne. Zato pa psi se bojijo dveh stvari, ne. Da se bo zgubil, kar je možno, če je mlad, pa da bo poginil, če ne bo imel lastnika, ker ne bo dobil jesti. Teh dveh stvari se pa psi bojijo vsi. No, ljudje pa velikokrat zmotno verjamemo, da so psi barvno slepi. To pa povsem ne drži, kaj ne? Ne, to ni. Ni glih pes, nima takega pogleda, ko ga imamo mi, ne. To je res. Ni pa ne barvno slepi, niso čist, pa tudi čist tako mi barv ne ločujejo. To je dobro. Kaj pa je potrebno vedeti o njihovih tačkah, blazinicah in krempljih? Ja, zdaj to veliko ni treba vedeti. Če je pes gibljiv, tako je ta peslica, ta ni bil nikdar v življenju, jaz nisem njemu krempljo rezal, ne. Ker ne rabi, ker on se toj giblje, tako se hodi, da njemu nikdar kremplje se jih sam brusi, ne. Tačke so bolj problem, ne, ko je včasih polet, ko ljudje sprehajajo pse, tukaj sploh po mestih, ko je vroč asfalt, ne, pa ga pelejo, pa gre pes tam po tistim asfaltu, pa še pa ponavadi, kak ga nauči, da še tečeta, ne. Tam pa lahko pride da lahko se cela tačka odluči. Mislim, stopalo se lahko odluči. Tako da to ni priporočljiv. Seveda o teži težko govorimo, saj se pasme med seboj zelo razlikujejo. Pa lahko vseeno okvirno poveva, koliko tehtajo tiste manjše, srednje in koliko tiste največje pasme. Sem rekel, od 1 kile do 80. Različen. Ta pes ima 29 kil. To je neka srednja zadeva. Jaz sicer nimam nikoli debelih psov, nimam rad. Sem bil sam preveč debel včasih in da to ne rabim. Tako da imam rad bolj športne pse. Seveda pa tako kot ljudje lahko zbolijo tudi psi. Kakšne zdravstvene težave jih lahko doletijo? Zdravstvenih težav zdaj v tem modernem cajtu včasih to ni bilo tako, ne, ker se pač dolgo ukvarjamo s psi, tega sploh nismo veliko vedeli, ne. Pes je lahko zadriskal, pa je po 3 dneh poginil, ne. Danes veterinarji so šli ogromno davč naprej in danes zdravijo raka na psih, zlome. Jaz se spomnim, da tukaj v Šoštanju je bila veterinarska postaja, pa bil ta gospod Matko veterinar, pa mislim, da smo takrat prvega mačka zlomu mojega, ko smo operirala nogo, naglihala nogo, pa šraufe dala not in je pes mačka hodila normalno pol. To so zdaj
Danes to imate klinike, ko delajo čuda, ni več problem s pesim, danes jih zdravijo za vse, kar je tudi prav, ne. Bolijo pa, ja, imajo, ljudje hranijo vse živo, pa zbolijo včasih zaradi hrane, kaj preveč pojejo, pa driskajo, pa so že ljudje mislijo, so bolani, ne. Če pesu date preveč, jaz bo driskal, ker on, no, rabi to, ko rabi, in kar je več, pač nekot spravi ven sebe. Tudi kaj drugega spravi ven sebe. No, velikokrat pa se kdo pošali, da je pes vreča Bog, vendar pa lahko ta nadloga psa res doleti, drži? Ja, res je. Zdaj, če pes se giblje po terenu nekontrolirano, se to zelo rado zgodi, ne. Drugače pa, jaz pravim, če je pes skozi po nekem nadzoru, ne sme po grmovih hoditi, lahko hodi po travi, tam nizki travi ne bo dobil bolhe, tudi klopov, ne. Klopi so do pol metra višine, ne. Jaz nimam nikoli vratnice za klope proti klopim, nimam niti vratnice proti bolhim, je pa res, da se zdaj dobijo tablete in dam to tableto, ko pes rad zaužije in mi ga čuva, da nima ne bolh, ne klopov, nič nimajo. Če pa našega štirinožca bolhe vseeno doletijo, pa to pomeni, da se jih lahko nalezemo tudi mi? Ni tak problem, še mi jih tak čutimo, če so. Problem je, če imate en fajni tepih, pa da pes na tem tepihu, pa da dobite to tepih, se to težko ven spravi. Seveda pa je pri vseh zdravstvenih težavah pomembno, da psička peljemo k veterinarju, drži? Sigurno se strinjam. Veterinarji so poklicani za to, da zdrave pse. Nismo mi, ko se s psim ukvarjamo. No, kot udomačene živali si seveda psi hrane ne lovijo sami, vendar smo zanjo zadolženi tudi mi. Kakšno hrano moramo zagotoviti psom? Veste, če gledate na trg, da je to čisto komercialna zadeva. Če gledate trg, imate hrano od, kaj pa vem, od 15-20 evrov do 100 evrov ali pa še več. Ampak ne bi smeli nikoli tako gledati. Več date za hrano, boljša hrana je, to ni res. Psa se gleda po dlaki in če vi primete to dlako, mora biti kao malo mastna, sicer se pes zdaj misli, kaj je v tem času. Ampak morate čutiti, kot da ste dali rahlo maščobo in tista hrana je čisto vsem, ko je košta. A košta 5 evrov ali pa 100 evrov. V bistvu je, da tistem psu, ko to hrano uživa, mora odgovarjati. Cena ni pogoj. In kako vemo, koliko hrane naš pes potrebuje? To se pa ve, tako smo prej rekli. Psa moramo vedeti, koliko vaga. In pol imate na vsaki vreči, ko kupite, je napisano mlad pes, star pes, pes, ko toliko vaga. Fojtere se razlikuje. Za mlade pse je fojter, pol je za delovne pse, high performance, pa imate za upokojence, tudi pri pesi so upokojence, morajo jesti tako hrano, ko je lahko prebavljiva, da nima problemov. In na vsaki vrečki, ko jo kupite, imate razpored toliko hrane, te za enega psa. Hrano, ko piše, to je za cel dan mišljeno, ne za en obrok, da ne bi ljudje mislili, piše pol kile, pa mu date pol kile, na en pes se začne rediti. Ne, to je za cel dan in ta hrana se čez dan razdeli. No, ravno to pa je bilo moje naslednje vprašanje. Koliko obrokov na dan psi potrebujejo? Je priporočil en? Pes je isto kot človek. Če bi človek jedel samo enkrat na dan, mi smo pač malo razvajeni, pa jemo 3krat na dan. Če bi enkrat na dan jedli, bi isto živeli. Ne bi beden zaradi tega umrl. Ne bi pač takrat malo čeprav. Sigurno je, da se hrana razporedi čez dan. Jaz moje pse kot mladiče hranim 3krat, kot stare pse hranim zjutraj pa zvečer. Ampak jaz moram povedati, sem upokojenec, da imam čas. No, potrebno pa je poudariti, da ostanki kosila niso primerna pasja hrana. Tudi s tem se čisto vse ne strinjam. Jaz pravim, da če pes rad je solato, ni škodljiva. Če pa bi ga s kakim krompirjem fojtrali, pa ni glih priporočljiv. Kosti
Sigurno imate tukaj v mislih tudi kosti. Kosti so tak, za mlade pse, kosti, kurje, pa take stvari niso priporočljive. Če pa dobite, če kje kuhajo, rečemo, ne, ker si pač tele mlada gospodinstva, domače goveje župe ne kuhajo, ne, tam tista goveja kost, ko je mozga, je pa čudovita, za pes si zobe čisti, pa lepo gloda, rečemo, ne more pojesti, ne. Večinoma ne. Imate tudi take robustne pse, ko zrušijo to, ne. Drugače pa pes, ko se enkrat tega nauči, da mir, pa ne poje. Seveda pa je prav tako kot hrana pomembna tudi voda, ki jo moramo psu zagotoviti skozi ves dan. Drži? Ja, sigurno. Pa vsak dan, poletje treba biti, pri vodi je treba, ne smete nikoli šparati. Voda mora biti, ne rečemo poletko, če je pes, ki je na kakšni vročini, kar naj ne bi bil, ne. Pač mora biti na 2 ure, 3 ure, se je treba vodo zamenjati, da je frišna, da ne pije kakšne stare. Pozimi to ni tak problem, ko ne pijejo veliko vode, ne. Pesi niso tako mi, ko moramo imeti všterijo na vodo ali pa tak, pesi ne rabijo tega. No, sledi kratek glasbeni predah, potem pa povemo še nekaj več o tem, kako skrbeti za svojega štirinožnega prijatelja. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Puste oaze, klifi, kanjoni, zgoraj in spodaj smo mi in so oni. Padam, poberem, hodim in grizem, linije sonca štejem kot nize. Tu je prostora le za enake, visoko nosi nas med oblake. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Bodi to, kar si naj drugi, ti sledijo zmage, proslavimo šampioni. Šampioni. Prvi in zadnji, isti zrak diha, zvezde so blizu, stopi na prste. Padem, poberem, hodim in grizem, linije sonca štejem kot nize. Tu je prostora le za enake, visoko nosi nas med oblake. Šampioni, bodi to, kar si naj drugi, ti sledijo zmage, proslavimo šampioni. Šampioni. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Bodi to, kar si naj drugi, ti sledijo zmage, proslavimo šampioni. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Bodi to, kar si naj drugi, ti sledijo zmage, proslavimo šampioni. Smo že nazaj. V današnji oddaji se pogovarjamo o pseh in eden izmed njih nas je danes obiskal tudi v studiu. Gospod Ivan, lahko bi rekli, da v pasji družbi preprosto ne moremo biti slabe volje, vendar pa je prava sreča, ko na svet prikukajo majhni psički. Koliko časa so v varnem zavetju matere? Ja, to je pa pri psih je tak, 8
po predpisih je tako, če so rodovniški psi, se morajo med 7 in 8 tednom se lahko prodajo. Psičke, če vas zanima, kako dolg, ne, psice, ko se sparijo, je brejast njihova, pride do skotitve med 58 in pa 65 dnem, normalna kotitev. Vse, kar je ostalo ali prej, je predčasen porod, kar je pa pozneje, je pa zakasnjen in takrat ponavadi naredijo carski rez. Isto kot pri ljudeh. Kakšno število majhnih kepic pa običajno pričakujemo? To je pa spet ni odvisen, to vam tako ne bi ljudje rekli, ampak jaz vam bom povedal. To je odvisno od dneva paritve. Takrat, ko tisti dan, ko se je sparila psica, je toliko in toliko teh semenčič živih, ostale so mrtve, ne, in toliko je mladičev. Tudi koliko je moških samcev, pa koliko je samic oleglo, je odvisno od tega. Če se bolj pozno pari, ker ta ciklus je glih tako posod, ne bom govoril, ki je še tak, če se bolj pozno na koncu paritvenega ciklusa pari, imate več možnosti fantov, če za začetku parite, imate pa več samičk. Jaz to govorim iz izkušenj, ne govorim iz kaj piše. Lahko piše mogoče kaj drugače, ampak moje izkušnje so take. Se tudi danes vozijo pse na bris, pa vzamejo bris, kdaj se punce gonijo. Pa se je že zgodilo mi, da sem to peljal, pa se pesa sploh ni gonila. Ampak da to ni glih, da bi rekel, jaz bolj gledam na psico, koliko se obnaša, in takrat se najbolj ve. Da jaz takrat peljem, pa nisem nikoli vozil zastonj. Drugače pa koliko je mladičev, smo povedali, predtem je mogla biti psička dosti stara, da se je sploh lahko parila, je mogla biti od leta pa pol do 2 let stara, je lahko imela 4 mladiče. Danes je pa to varstvo živali tako, kar pa se spet ne strinjam, ker mati psička trpi, če ni dosti odrasla. Moram reči, da jaz se ne strinjam, da jih lahko ima 12, ker jih ne more prehraniti. Vprašal vzreditelje, vzreditelj hoče imeti čim več, da več denarja. Ko eni delajo to za denar, eni delamo pa za ljubezen. In tisti, ko ga vprašam, koliko ima pa zis, pa včasih marsikjer še povedati ne zna. Se pravi, če psica nima 12 seskov, je treba mladiče dohranjevati. Kar pa je take mlade pse zelo težko, ker materinskega mleka se pač nekoč ne delajo. Seveda pa je potrebno pse kar hitro začeti vzgajati, ne le crkljati. Kdaj se začne tista prva lekcija? Najboljše je, da prvi dan, ko ga domov pripeljete. Takrat je, mir, ne glej psov. Kje ste jih pa najdli? Tole je pa, mislim, da je v Ptuju bilo posneto. Ja, no, kaj smo že rekla. Torej, kdaj je čas za prvo lekcijo? Kdaj je potrebno... Ja, jaz pravim čim prej, kontakt je treba s psom najdeti. Jaz bi, če bi imela kakšne priboljške, bi pač to pokazal. Glih prej, ko sem šel doma, je tam prišla ena punca z enim maljaškim malamutom, starim mendenih 3 mesece, pa je živ vlačil, je živ vlekel. Pa sem jaz rekel, da počakaj malo. Pa sem imel fojter, pa sem ji pokazal, da je pa parih minutih ni več vlekel. In je lepo sedel in me gledal. In take stvari niso ljudem jasne. Ampak jaz pravim, da je treba kontakt človeka pa psa narediti čim prej, da imaš takle mer. Se ga videla, kak je bil prej, pa kak je zdaj. Zdaj je drug pes. Prej je bil malo drugače še. Tako sta ona dva tam, ko sta norela,
tako je to. Če ven spustiš na travnik, ni treba skrbeti za njega, ampak tiste prve korake, ko jih naredite na psu, jih je treba narediti najbolj točne. Gled, ja, pusti to primer. Kaj vse pa je potrebno psa Gospod naučiti? Kure je to. Kje ste to najdli? To Kure včasih snemal. Kaj vse je potrebno psa naučiti? Več ga naučite, bolj ima ta svoj kvocent inteligence boljši. Ne? Druga stvar pa je osnovo, ko jo pa rabite. Za psa, ko ga vi sprehajate, pa sploh ni treba veliko. Ni treba nobene pasje šole. Čeprav bi mogel reči, da v pasje šolo pridemo ne samo zaradi same vzgoje, ampak zaradi tega, da naučimo vodnike delati s psi, ker vodniki so tisti, ki so problematični. Niso psi. Vsi delajo vse, kar se mu pokaže. Ljudje pa je težko naučiti. Se vidite, grejo po cesti, pa stran gledajo, ko pes dela potrebo, da ga ne vidi. To je narobe, to je pač od občine do občine, daj bak mir. Od občine do občine različen, ne? In tisti, ko občine, ko to stijo, ni glih prav. Ne? Jaz se v naši občini sem to rekel, da bi mogli kaznovati, pa so se vpričal mene, se je kjer ponesnažil, pa sem rekel, bolj me niso v občini niti marali, ker nisem pravim ljudem rekel. Kakšne komande oziroma ukaze pa običajno učimo pse v pasji šoli? Sedi, tačko, poleg? Ja, lejte, vam tako rekel, danes to niso, ukazi niso več pomembni, ukazi so dojba, mirne, pusti skote, ne bo se igral, ni igrača za tebe, dol, pa mir. In ukazi, danes lahko rečete za poleg grema, lahko rečete, ja, pa bo šel, ni pogoj, da rečete poleg, to kjer ne piše več. Res je pa, da za eno določeno vajo, ko delate, morate skozi enako povelje uporabljati. Ker drugače tudi pes ne bo razumel. Pes, če rečete grema, bo vstal pa šel na. S tem, da je treba čisto prvi zahtevan, da se povežemo z očmi. No in ravno to, kakšen je postopek potrebujemo pri boljšek, seveda da psa in kako ga začnemo uriti? Vse sem povedal, čisto prvega začnem takle na stolu. Na stolu, dam hrano, pa mora takle oči gledati, vidiš? Jaz sem sam roke nastavil in vedem, mora da gledati gor. Ampak to pa iz tega podraste in če se ta stvar, zakaj na stolu? Na stolu zaradi tega, ker ljudje non-stop se poskušamo prilagajati psu, ne? Psu se ne smeš prilagajati. Pes ni zato, da bomo mi psa počlovečili. Pes mora nas spremljati, pes mora gledati, kaj bo meni naredil, da bom jaz zadovoljen. To je te prav pes. Tisti pes, ko ga mi učkamo po roki, pa nosimo, pa prosimo, glih ni pes. To je scrkljano dete. Tako zdaj otroke tudi scrkljajo, tako imajo tudi vse fejst scrkljane. Kakšne napake pa običajno počnemo pri vzgoji psov? Največja napaka je čisto enostavna. Razmišljamo človeško in to silimo psu v glavo, kar ni prav. Ko pes ne razume, in on mora vsako stvar, meni so včasih celo trdili, da pesi ne mislijo. Jaz trdim, da mislijo. Jaz jim s mojim psim dokažem, da moji psi in tiste, ko jaz učim, vsi mislijo. Ne morajo, pes mora mene vprašati, kaj jaz želim. Ne jaz njega, ali pa njega prost, čuj, da mi pa tole naredi, ali pa karkoli, tega ne počnem. Seveda pa je pri vzgoji pomembna tudi potrpežljivost, ne? Ja, brez tega ne gre. Pa ne samo potrpežljivost, še ni najbolj ne. Točnost in red. To mora biti zraven, brez tistega potrpežljivosti ni nič, ne. Ni dosti. Treba biti tudi točen. Če se mi odločimo, da mora pes sedeti pred nami, če smo ga kot mladiča to učili, ne moramo reči, da sedi tako, da sedi tam, ampak mora tukaj sedeti, ne? Tukaj mora dati mir. In zato ne rabimo se nič kregati s psom.
No, slišala pa sem tudi, da je pomembno, da pridejo psi v stik z drugimi psi. Sem prej povedal, ko smo se menili o tem vohavanju, pa to ne. Jaz se s tem moram reči, da sem prej povedal, da se 50 metrov davčo vsi ločijo. Ne? Se vejo, kaj je drug mes misli, kak je, kaj bo počel. Ne? In tega, olej, še nuša je gor. Daži pa gospa pokojna. No, če bi čisto odkrit povedal, so bili ti psi pri meni šolani. A ne, ampak pusma. Tak je to okoli tega. Vidite, no, ta pes, da točno ve, da če sem jaz njemu rekel, da mora tukaj biti. Vse si upa, zdaj ve, da je frej, on lahko tja gleda sam sebe, ne, ampak da bo postal pa tja šel, pa da je tam nekaj čuden bil, to pa ne sme. Mora biti red. Tudi tisti tam majčkani pesi, tisti so najbolj škatljivi. Škatljivi zaradi tega, ko pride veliki pes med njega, ne, in tam tisti lastniki tega psa poberejo stlov in ga dajo tukaj gor k sebi. Takrat, ko ga dajo tukaj gor, so dali psu signal, da bo ta mali pes, pa ta lastnik tega malega psa, napadla unga psa. To je pasje razmišljanje, to ni človeško. Človeško je pa tako, da ga je gor dvignala, dvignil in da zdaj ta pes se bo čutil varnega tukaj. Narobe. Ta pes bo takrat gratev heroj in zakaj pride, da veliki psi večkrat napadajo male? Zato, ko so na krilih in takrat, ko je na krilih, se on pokaže, kao jaz veliki šerif. Ne? In pa prije do takih, bolj bi bilo, da bi psa stili na tleh, pa bi pes šel umirjen med drugega psa, pa ne bi se nič nikoli zgodilo. Kot lastniki psov pa nismo zadolženi le za vzgojo, temveč tudi za to, da psu zagotovimo primeren življenjski prostor. Ja. Je priporočljivo, da imamo za psa boks, ga lahko imamo v stanovanju, kako je s tem? Vse drugo je priporočljivo, se ne veriga. Vse ostalo je pesa, če ga pes sicer jaz se trdim tak, ne. Vse mi pripeljejo kdaj kakega psa, ko ga imam zeleno rottweilerko, ko je iz bloka prišla, 5 let stara. Tista lahko gre pri meni tudi v stanovanje, ker je pač, se tudi ta lahko gre pri meni v stanovanje, ampak pri meni, ko pridejo noter, ko jaz nekaj delam ali pa kuham, on mora ležati tam in mora dati mir. A ne, če pa ne morajo pesi tekati po hiši, pa imaš pol. Ni to vredno. Zato jaz pravim, boksi morajo biti pa dosti veliki. Boks mora biti 2,5 krat 2 metra, je že skoraj veliki. Prav je, da ima pes stekališče, če se ne dela z njim, če se ne hodi na sprehod. Prav je, če bi imel, če ste v privat hiši, da je nekaj zagrajenega, da ga lahko brez skrbi sliš samega. Ne, da moraš, pes naj ne bi bil, da ne bi smel biti, da ni v kontroli. Kakršen koli pes je. Tudi če je mali. No, in še vprašanje čisto za konec. Kakšna pomembna misel, ki bi jo moral imeti v mislih vsak lastnik psa? Ne počlovečiti psa. Torej, gospod Iva, najlepša hvala za današnji obisk v studiu, hvala tudi Baku in pa še veliko užitkov na sprehodu in v družbi psov. Ja, hvala. Mišmašovci, psi so lahko res naši najboljši prijatelji, vendar pa je naša dolžnost, da za njih skrbimo preudarno in seveda ljubeče. Saj veste, živali niso igrače. Imejte se lepo do prihodnjega petka. Okay.